tokratni oddaji Zmorem. Do paraolimpijskih iger v Tokiu je manj kot eno leto. Obiskali smo zanimivo slovesnost, povezano s tem velikim športnim dogodkom. V Laškem smo obiskali tabor, namenjen mladim parašportnikom. Matic Burazer pa se je v rubriki 1 na 1 tokrat preizkusil v šahu. Zveza za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijski komite, je 28. avgusta v družbi športnic in športnikov invalidov pred Lidlovo trgovino na Toplarniški ulici v Ljubljani slavnostno razkrila odštevalnik do paraolimpijskih iger v Tokiu 2020. Slabo leto do otvoritve iger je odštevalnik zagnal paraolimpijec Jože Okorn, dobitnik bronaste kolajne v metu diska na paraolimpijskih igrah leta 1972 v Nemčiji, ki je bil po dogodku zelo ponosen, imel pa je tudi nekaj nasvetov za naše športnike, ki bodo prihodnje leto nastopili v Tokiu. Zagotovo je to en dogodek, na katerega smo ponosni in še bolj ponosni bomo čez čas. Jaz se sploh ne morem predstavljati to izpred toliko let nazaj, to je 47 let nazaj, ko sem jaz bil paraolimpijec. Mislim, da je to ne samo za naš paraolimpijce, ampak to je tudi en zgled oziroma sodelovanja paraolimpijskega komiteja s sponzorji za sploh širšo javnost. Ja, svetovati to, da v sebi razmišljajo, se zadajo to misel, da so najboljši. Da ni pred njim boljšega. Jaz bi k temu dodal, kar je že prekaljeni paraolimpijec Darko Đurić dejal za osebni rekord, ampak jaz bi rekel, jaz grem na paraolimpijske igre zato, da premagam vso konkurenco. Na dogodku so veleposlanik Japonske, njegova ekscelenca Masaharu Yoshida in drugi gostje podprli slovenske parašportnike kandidate v njihovih prizadevanjih za najžlahtnejša športna odličja in skupaj z njimi začeli odštevati do tega velikega dogodka. V Sloveniji podobnega odštevalnika za paraolimpijske igre še ni bilo, s predsednikom naše zveze Damjanom Lazarjem pa smo spregovorili predvsem o zahtevnosti organizacije takšnega dogodka in o gostnem urniku naših športnikov, ki lovijo norme za Tokio. Predvsem zahteven zato, ker je potrebno kar nekaj dokumentacije urediti, da v bistvu je to vse skupaj legalno. Po drugi strani smo pa tik pred zaključkom bili kempa za mlade, kjer smo v bistvu organizirali en tak družinski kemp za mlade otroke invalide in 2 dni kasneje v bistvu ponovno dogodek, tako da so naši sodelavci sedaj potrebni nekaj počitka. Prepričan pa sem, da znajo naši športniki invalidi to ceniti in da je to za njih tudi velik dogodek. Prav v teh dneh so naši športniki zelo aktivni. Matjaž Bartol v Boči se bori za svojo dobro uvrstitev in posledično tudi možnost za uvrstitev na paraolimpijske igre. Alen Kobilica prav danes odhaja na svojo pot športno in jaz si želim, da bi v bistvu tudi naši strelci, ki odhajajo v Avstralijo, dosegli te norme, kvote tako želene. In naše ladje so trenutno po celem svetu, na vseh kontinentih, in želimo jim in sklikamo, naj jim uspe. Odštevalnik do paraolimpijskih iger je dobra promocija za parašport, ki v zadnjih letih v Sloveniji postaja vse bolj podprt. To veseli tudi našega šampiona Darka Đurića. Ja, to, da so postavili ta odštevalnik, je velik dogodek. Jaz sem zelo vesel, ko vidim, da v bistvu se sponzorji in Zveza športnih invalidov Slovenije, Paraolimpijski komite zelo trudijo za popularizacijo športa invalidov, parašporta in mislim, da jim zelo dobro uspeva. Po uradnem delu so športnice in športniki invalidi obiskovalcem predstavili še košarko na vozičkih in tudi parakolesarstvo, pred Lidlovo trgovino pa bo en mesec na ogled tudi razstava izbranih paraolimpijskih športov. Še pred koncem poletnih počitnic je Zveza za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijski komite, organizirala prvi 3-dnevni tabor za mlade parašportnike in njihove družine. Krasen dogodek v Laškem se je končal ravno na dan, ko smo obeležili 365 dni do začetka 16. paraolimpijskih iger, ki se bodo začele prihodnje leto 25. avgusta v Tokiu.
Tabora, ki v praksi izvršuje zaveze, ki so bile dane v programu Postani športnik, ki sta ga družno razvila Zveza za šport invalidov Slovenije, Paraolimpijski komite ter Lidl Slovenija, se je udeležilo 8 družin oziroma skupaj 34 udeležencev. O tem, kaj se je dogajalo v Laškem, nam je zaupala Majda Vesel Kočar. V Laškem smo družinam pokazali, kaj vse lahko njihovi otroci počnejo, s kakšnimi športi se lahko ukvarjajo. Športe smo predstavili, otroci so se lahko tudi preizkušali v različnih športih. Imeli smo življenjsko zgodbo Darka Đurića, ki je povedal, kako je on, kakšna je njegova življenjska pot oziroma kako je njegova športna pot poteka, da so tudi spet starši in otroci videli, kaj vse se da in kaj vse lahko zmoremo, če želimo. Danes starši poslušajo 2 predavanji na temo vzgoje, na temo starševstva, na temo partnerstva. Otroci pa se v telovadnici seznanjajo z bočo pa z paraatletiko tam zunaj na travniku. Tako vsi skupaj mislim, da smo preživeli tak zelo prijeten, poučen vikend, tako da smo dejansko združili prijetno in zelo koristno. 3-dnevni program je bil zelo pester, otroke pa so najbolj navdušili paraolimpijski kviz, štafetne igre in tudi vse predstavitve športov. Tudi starši so tekom celotnega kempa pridobili veliko zanimivih informacij, kar so nam zaupali tudi skozi vse pogovore. To je super, ker včasih za te otroci ne dobimo velike informacije in to je super, da tudi otroci se družijo skupaj in razumejo tudi oni, kaj je šport. Pa mislim, da je zelo pomembno, ne samo za otroke, ampak predvsem za starše otrok, ki imajo težave, da ne obupujejo, pa vendar najdejo nekje stik, napredek, kje so lahko otroci kljub težavam najboljši, uspešni, zadovoljni, srečni. Mislim, da takšni vikendi, ki so ta vikend tukaj v Laškem, da so zelo potrebni, pa mogoče tudi zdravi starši, da pridejo, starši zdravih otrok, brez težav, da pridejo, da vidijo, kje so možnosti, oziroma da ni ovir, če se le hoče v življenju nekaj doseči. V času našega obiska so se otroci navduševali nad paraatletiko, ki jo je predstavil trener Luka Cmok, ki med drugim skrbi tudi za našega vrhunskega metalca diska Henrika Planka. Cmok je prepričan, da so podobni kempi zelo pomembni, predvsem zato, da se otroci navdušijo nad športom. V bistvu tako, v atletiki trenutno upamo, da bo šlo na bolje. Trenutno smo malo, je trend, da je bilo upadanje vrhunskih tekmovalcev in zdaj nujno potrebujemo svežo kri in se mi zdi, da so ti kampi za mlade ena super varianta, kako bi lahko te na novo pridobili oziroma jih navdušili za kraljico športov. Naš sogovornik pomirja tudi vse starše in zagotavlja, da lahko v atletiki prav vsak najde zase primerno disciplino, to pa seveda velja tudi za preostale športe. Jaz mislim, da vsaj v atletiki je prostor za vsakogar. Je tako rekoč tako razvejan šport, da se lahko vsak lahko najde nekaj zase v atletiki. Premierni tabor za mlade parašportnike in njihove družine je bil torej zelo uspešen in bo po besedah organizatorjev postal tradicionalen. Tudi na lastne oči smo se prepričali, kako pomembni so ti dogodki za vse starše in otroke, zato lahko le upamo, da bo podobnega dogajanja v prihodnosti še več. Trenerka plavanja Nina Ivan sodi med zelo prepoznavne obraze na področju invalidskega športa. Pri plavanju z invalidi so vedno dobrodošli prostovoljci, tako se je začelo tudi moje delo. Potem pa smo ugotovili, da vedno več otrok potrebuje dodatno pomoč, vedno več otrok se vključuje in nekako smo razvili to, da je to lahko v bistvu tudi nam kot služba. Ne samo mogoče kot neko študentsko delo ali prostovoljstvo, ampak da se začnemo s tem malo bolj resneje ukvarjati, zastavimo cilje, zastavimo program vadbe in nekako tako se je vse skupaj začelo. Danes je položaj drugačen, saj šport invalidov tudi v Sloveniji dobiva vse pomembnejšo vlogo. Otrok s posebnimi potrebami in invalidov je vedno več.
Narašča tudi trend vključevanja v šport, kar se mi zdi izjemno pomembno. To je za otroke kot nekakšna fizioterapija, v tem primeru pri nas tudi brezplačna fizioterapija, vključevanje v socialno življenje, spoznajo nove prijatelje, spoznajo proces treniranja, čutijo neko pripadnost. V športu v bistvu ni nekih razlik, ki se ne pokažejo za otroke invalide. Kljub temu nekateri starši še vedno menijo, da je šport za njihovega otroka prenevarna dejavnost. Za vsakega otroka se najde nek šport, ki je primeren, oziroma se ga lahko tudi prilagodi. Lahko je to samo rekreativno, lahko je večkrat tedensko plavanje, lahko pa tudi vrhunski šport. Tako da sigurno se najde za vsakega nekaj, pozitivno vpliva na socialno druženje, na samopodobo in pa tudi na zdravje. Svoje izkušnje na tem področju nam je zaupala mlada plavalka Tjaša Masel, ki že nekaj časa vztrajno napreduje pod budnim očesom svoje trenerke Nine. Ja, tako v redu se razumeva, super je. Zdaj, ko sem začela še na fitness hoditi, imam 1 uro prej, pa me kar zmuči, tako da delam na svojih mišicah, pa delam na plavanju. Dobro me zmuti, ampak je dobra trenerka, tako da sem vesela, da imam. To je zelo zanimivo za vsakega, zato ker prilagodimo vadbo individualno in s tem se tudi vrne vse to nazaj. Sama hvaležnost otroka, hvaležnost staršev je naporno, je res, treba je prilagoditi vadbo za vsakega posameznika individualno, vsak ima neko svojo različno specifiko, vendar če naredim nek zaključek, sigurno je to hvaležno delo, rada ga upravljam in to je to. Lep pozdrav, tokrat v Mariboru, v ŽŠK Maribor, železničarski šahovski klub, kjer me gosti Jaka, naš izjemen šahist, tudi zelo nadarjen član šahovske akademije, tudi štipendist, ki bo danes pripravil zame en poseben izziv. Kako se bo pomerila Jaka? Ali bo to navadna partija ali bo hitropotezni šah? Za ogrevanje priporočam, da odigrava eno partijo hitropoteznega šaha. Saj bo to najboljše ogrevanje za nadaljni zapored. Kako pa poteka hitropotezni šah na hitro našim gledalcem? Vsak igralec ima 5 minut časa, potem pa, ko ura poteče, tisti igralec izgubi. Drugače pa se lahko tudi že prej konča z matom. Kaj porečeš za napoved tega izziva? Kako hitro me boš premagal? Verjamem, da bom zmagal. Kako hitro pa ne vem. Tudi jaz se strinjam, da bo tole poraz, gremo pa pogledati. Tako, Jaka, 2 sva odigrala, obe si dobil pričakovano. Kje sem delal napake?
V otvoritvi ste malo prehitro si oslabili kralja, potem pa je bilo v redu. Ja, mojster kot mojster, si znal to izkoristiti. Jaka, torej na svetovnem prvenstvu si bil prvi predstavnik Slovenije v svoji konkurenci, si pa bil na svetovnem prvenstvu za igralce do 20 let na 3. mestu, delil pa si prvo mesto. Nekaj več o tem turnirju? Ja, to, da sem bil prvi predstavnik Slovenije v tem izjemnem športu, me seveda zelo veliko pomeni. Nažalost sem potem po dodatnih kriterijih padel na 3. mesto, ampak vseeno sem zadovoljen s svojim dosežkom. Lahko pa še omeniva samo tiste, ki te seveda podpirajo na tvoji poti, to so? Društvo invalidov Muta, moj šahovski klub, ŽŠK Maribor, Paraolimpijski komite in pa družina, še posebej mama. No, se vidimo na kakšnem turnirju in hvala ti še enkrat, da si me gostil. Zdajle treniram približno 2 leti. Takrat je prišla v bistvu ideja, da bi prišla pogledati na trening, kako izgleda ples na vozičku. V bistvu, zato me je prepričala Cimra, jaz nisem bila toliko za to. Pa sem pa vsem prišla pogledati in mi je bilo tako res ful v redu. Sem rekla, ok, bom še prišla, ampak od začetka ni bilo vse skupaj tako ful resno. In pol sem si rekla, ok, ali bomo to zdaj samo malo za hec ali resno, in pa sem v bistvu šele pred letom pa pol začela zares trenirati. Je v bistvu vsa ta energija plesna, pa gibi, to izražanje čustev, vse to v bistvu mislim, da daš vse slabo energijo in vse pač iz sebe in dejansko po treningu sem se zmeraj ful počutila boljš in fizično in psihično res. Treninge imamo 2-krat na teden, redne treninge, v ponedeljkih pa ob sredah od 6 do 8. Potem so pa še razne individualne ure, sama s plesalcem se dobiva ali pa sama treniram. V bistvu jaz tekmujem v 2 kategorijah, kategoriji single, kjer plešem sama, pa v kategoriji kombi, klas 2, ki plešem z hodečim soplesalcem. Z plesalcem plešem zdaj približno leto, sama pa 2 leti. Tako da letos sva se na Nizozemskem prvič udeležila skupaj tekme. Sama sem pa že 1 leto prej začela tekmovati, moja prva tekma. Jo ne bom nikoli pozabila. Ja, je bilo kar zanimivo, ful me je bilo strah, tako res sem bila ful živčna, že tudi par dni prej, v bistvu 1 teden prej. Ampak na koncu je vse dobro šlo, sem šla odplesati, sem vse odplesala, tako da se je vse išlo. Tako da v bistvu zdaj sem pa že navajena in mi ni več problem nastopati. Rajši nastopam v paru, ker če gre kaj narobe, se to pa oba kriva, nisem sama. Ja, pač, če splešeš sam, si pač odvisen od sebe. Mogoče je to tudi prednost, ker pol kontroliraš sam sebe. Pač tako, če pa sta 2, se morata pa oba 2 uskladiti pa biti povezana med sabo. Moj cilj je itak, da postanem svetovna prvakinja nekoč, pa soplesalcem mogoče tudi. Ja, jaz bom trenirala res pa plesala vse, dokler se da. Verjetno tudi takrat, ko bom v službi, se bo itak najdu čas tudi za ples. Tako da, ker to mi res pač vse pomeni in res se boljš počutim. Jaz sem že od rojstva na vozičku in jaz tudi hodila sem v normalen vrtec v domačem kraju s hodečimi in osnovno šolo in srednjo šolo. Tako da dejansko sem bila že od samega začetka med hodečimi in res nikoli nisem imela nobenih težav, da bi me ali kdo zmeril ali me za drugačno. Tako da dejansko se mogoče tudi pol sama ne dojemam za toliko drugačno, ker sem bila pač dejansko skozi v stiku s hodečimi. In tudi v bistvu pol, ko sem prišla v Ljubljano, sem šele potem bila v stiku bolj z osebami na vozičku. Pa tudi nisem imela res nobenih težav. Tako da
da bi imela kakšno slabo izkušnjo v življenju, nikoli glede tega. Ja, moja rešitev je edino to, da ne smeš si reči, da je nemogoče brez kompliciranja in tako, ker dejansko vse se da. Če hočeš, se vse da. Rada se družim s prijatelji, grem na pijačo. Tako, pa ko grem pa domov, recimo jaz sem v Ljubljani v študentskem domu, ko grem pa domov, živim pa na vasi, sem pa tako rada v naravi, z živalmi, imam 2 psa, ki jih ful rada peljem na sprehod, pa tako. Tako da, tako sproščeno. Pozdravljeni, moje ime je Lara Nedeljković in sem plesalka na vozičku. Če mislite, da je ples samo za hodeče, se zelo motite. Če želite, nas lahko pridete pogledat in z nami zaplešete. V naši naslednji oddaji pa vse o dogajanju na jubilejnem 50. atletskem memorialu profesorja Bojana Horvatina. Se vidimo! Oddajo sta omogočila Sportklub in Lidl Slovenija. Ustvarimo boljši svet.